Živijo in dobrodošli v 6. epizodi Čarovnic. Danes je z mano izredno močna in karizmatična ženska. Je uspešna slovenska podjetnica in mentorica mnogim ženskam, za katere je tudi napisala svojo knjigo. Jaz rečem, da je to kar Biblija za ženske z naslovom Spremembe vredna. Z mano je Tanja Skaza. Iskrena hvala, Leja. Tako lepo si me najavila, celo Biblija si rekla, ampak ja, cilj je bil, ko sem napisala to knjigo, da bi res prebrala čim več slovenskih žensk in potem, da bi se ta knjiga tudi širila naprej po Balkanu. Glih s tem namenom, da pokažem, da smo vse enake, da nobena od nas ni drugačna, ampak da si samo dovolimo biti to, kdor smo in da tudi po tej poti je potrebno malce vztrajnosti, malce strasti in slediti sebi. In to se res čuti in jaz zadnje 2 dni je ne morem spustiti iz rok in se vračam malo na to poglavje, malo na drugo poglavje. Ampak preden se obrneva k knjigi, ki je res fantazija za žensko uho in dušo, bi te rada vprašala o tvojih začetkih. Ti si iz skromne delavske družine z močnimi vrednotami. In danes, ko te pogledamo, vsi vemo, Tanja Skaza, uspešna podjetnica, večkrat nagrajena podjetnica. A bi lahko rekla, da si ti zgradila svoje sanje? Absolutno, mislim, da tudi v knjigi napišem, da živim svoje sanje. Ampak zato ni tako, da mi je karkoli, ko marsikdo misli, da nam kar nekaj popada z neba, da nam reče, ja, rojen je bil pod srečno zvezdo, v pravem času, na pravem mestu. Jaz predvsem mislim, da vsak lahko živi svoje sanje, če verjame v to in si zaupa in naredi nekaj na tem področju. Včasih se mi zdi, da manjka akcije, in da si veliko kaj želimo, nismo pa pripravljeni za to narediti. Ali pa se ustrašimo, ko naletimo na kakšno oviro, pa rečemo, to je že neko sporočilo, da to ni dobro, da delamo naprej. Ja, mene so moji vzgajali v tem, da so vrednote najbolj pomembne in te vrednote tudi širim naprej, tako do mojih strank in tudi v našem podjetju. Če imamo vrednote, potem tudi to pomeni, da imamo neke temelje postavljene. In ena izmed mojih vrednot pri mojih starših je bilo vedno tako, bodi pošten. Poštenost. Če boš delala pošteno, če boš pravična v tistem, kar misliš, govori samo resnico, je tisto, kar te popeljalo naprej. In res je to lahko rečem, da so mi oni pri tem pomagali, kljub temu, da sem rasla v revni družini, da sem zgradila te močne temelje in da danes lahko te temelje tudi drugim pokažem, kako se lahko postavljajo naprej. Zdaj bi se pa mogoče lih navezala na to, ker pač res si nekako zvizualizirala to svoje in uspehe in življenje in tako. Bi se navezala na to, kako pravzaprav dosež to najboljšo različico sebe. Kaj je tista pot, po kateri ženska nekako mora stopati, če želi izživeti svoj potencial? Oziroma biti to, kdor je. Tako. Ja, to je tudi zelo dobro vprašanje. Najprej mislim, da človek je prav, ali pa ženska, dajmo se dotakne ženske. Ženske so nekako moje. Če zdaj pogledam, je neka moja strast v teh ženskah, kakorkoli, da tudi pokrivam družinska podjetja, je pa še vedno večina žensk. Ko ženska si dovoli priznati, da ni popolna, ali pa da reče, da je popolna v svoji nepopolnosti, takrat naredi največji korak. Kajti marsikdaj imamo nek sram noter, neko krivdo, strah nas je, kako nas bodo drugi gledali in potem ne naredimo tega koraka. Blokada. Tako nastane, jaz prav, da sem popolna, prihajam iz take družine, imam krasno službo, bom idealna žena, bom idealna mami. Ker se to pričakuje. Ja, absolutno, še posebej bom povedala, da pri Slovenkah je še to toliko bolj izrazito. Ne vem, ali smo zato, ko smo majhna država in potem se toliko več pričakuje, da ženska res vse vloge dobro pokrije. In dokler ženska ni pripravljena v resnici povedati, da ne zmore vsega, da nekje je dobra, nekje pa rabi pomoč, takrat se začnejo tektonski premiki delati pri ženski. Tudi mene pridejo takšne, kar reče, da so fenomenalne, pa pridejo k meni res fenomenalne. Pri meni pridejo, to so ženske, ki so res popolne, ker ne vem, če bi dodala zraven v nepopolnosti. Ampak imajo
možnost, ko lahko mi prikažejo konkretno to, kdor so. Da so lahko samo tako, kot da bi ti prišla Lea kot Lea. Ne rabi biti Lea v polni meri lepa afna, vedno in povsod. Lahko je samo oseba in gre lepo po tej poti naprej. To meni si dovoli priznati, kje je dobra in kje ni dobra. In tam, kjer ni dobra, potem poiskati pomoč, kot si rekla, Točno. pomagajte mi. Tako. Rabim vas, ali je to v obliki, da se najame neka pomoč in se jo plača, ali pa konec koncev, da se obrne k svoji ožji družini in se poprosi partnerja, ker tudi partner je tam in tako naprej. Ne? Kako si to zdaj lepo rekla? Ja. Najprej, ki je v družini največkrat najde pomoč. Ženska bolj kot ne prije k meni ali pa voditeljica zaradi tega, da se malo dahne, da lahko tudi pokaže, da je lahko samo ona človek. Seveda. V resnici, jaz mislim, da mi vse odgovore imamo v sebi, čisto vse, čisto vse. To meni življenje je res enostavno, če si ga znamo narediti enostavnega. Če pa na primer znamo komplicirati, pa mislimo, da rabimo vsa neka nova znanja. Jaz sem učeča, jaz zelo rada se učim, ampak marsikaj, ko pa danes vidim, kar počnem pa tisto, kar mi srce samo govori, da je prav. To mi sledim svoji intuiciji. In če bi ženske poslušale intuicijo, kam bi prišle. In vse jo imamo, Ja, in vse vse jo imamo, imamo. samo ne, zbuditi pa malo bolj prisluhniti. Ali pa bojimo se, Ja. ker to mislijo, da to ni primerno za nas. Da je boljše, da če bomo sledili svojemu poslanstvu, je prav, da imamo znanja, da imamo vse to, v resnici pa tako. Če bi se malo dovolili pustiti, pa slediti sebi, bi čisto vsaka od nas res živela to svoje poslanstvo. Tako kot ga ti živiš. A ga živiš? Hvala, živim ga, res ga Res? živim in uživam in velikokrat se zahvalim tako v tednu, ali ko delam kak test na računalniku, ali ko imam priložnost nekoga poklicati od svojih ljudi, ali pa konec koncev poslovnega partnerja, si vedno rečem, kakšne ljudi imam ob sebi, kakšne priložnosti mi pošilja življenje in hvala, res tako iskreno iz srca. Tvoj moto je vse se da. Zakaj, Zakaj? Zaradi tega, ker sem tudi v knjigi napisala, da vse smo enkrat v vlogi žrtve. Čisto vsaka od nas se najde enkrat v vlogi. Ali je to v otroštvu, ali je to v najstniških letih, ponavadi v najstniških letih, če nas kak fant pusti, pa smo razočarani in tako naprej. In potem lahko samo zberemo, lahko smo skozi v vlogi žrtve in takrat dobivamo pozornost, ki pa ni pozornost, ki je bolj usmerjena pozornost v usmiljenje. Ko pa ta žrtev zraste v tako ta pravo zmagovalko, pa se zaveda, da vse, kar bo se odločila, bo do tega prišlo. To pomeni, Ko naredi na stikalu preskok. tako, to pomeni, kar reče, ne rabim drugih odgovorov, da mi bodo povedali, če delam prav. Če to čutim, bom to naredila. Seveda lahko, da bom kje padla, ampak bom prišla do tega cilja in bom uživala na tej poti. In v mojem delu, v tej moji knjigi konstantno poudarjam, vse se da se pri družini, zelo pomembna je družina, rada izpostavim, koliko je pomembna družina, ko pravijo, ne more biti uspešna poslovna ženska, pa imeti krasno družino. No, to. Tu jaz vidim, da to gre oboje hkrati in da je to absolutno tisto, ki potrebuješ, da si lahko uspešen v poslu. Črpaš iz istega kanala. Točno, ker je ljubezen na eni in na drugi strani. Sem da mogoče, ko sem pisala v knjigi, v enem obdobju sem imela ljubezen polno v službi, potem sem pa videla, da mi tam manjka, da mi pa nekaj manjka in potem sem našla pravo ljubezen doma. In resnično, če si ženska dovoli slišati sebe in se zaveda, da je samo ona lahko dela spremembe pri sebi, bo resnično tu tudi upoštevala, da se vse da. In zdaj, ko si tako lepo dala to iztočnico, če ženska želi spremembo, jo bo dobila. Pa se vrneva, ko se tudi v knjigi tako lepo dotakneš svoje spremembe. 5 ali 6 let nazaj je zdaj od tega, ko je Tanja začutila, da je čas za spremembo. Točno. Ti opisuješ, da so te pred tem ljudje doživljali kot nedostopno, kot hladno, kot strogo. In potem je Tanja rekla, ne, to pa ne. Celo videz je spremenila, ne, iz temne na svetlo. To je to, ja. Kaj se je zgodilo s Tanjo? Ja, točno to, kako lahko ljudje, najprej me je začelo to motiti, kar sem tudi v knjigi napisala, motiti. To zdaj vem, da to so moje bolečine, ki so prihajale na plan.
Človek, ki je srčna oseba, je tudi čutna oseba, zelo čutna. Mi smo vsi čuječa bitja, ampak srčna oseba še pa to toliko bolj podoživlja. In te rane hitreje pridejo do nas. In takrat sem rekla, lepo, kako je možno, če vem, s katerimi ljudmi sem obdana, kako me ti ljudje vidijo, zakaj pa drugi mislijo, da sem to. Zakaj te doživljajo drugače? Tako, ampak to pomeni, da mi je bila zelo pomembna okolica, če se zavrneva nazaj. Ampak moj cilj je vedno še bil, da želim biti uspešna poslovna ženska. Potem sem pa rekla, nekaj je na tem, če me ljudje doživljajo kot strogo, nedostopno, tako in drugačno, sigurno nekaj oddajam. To pomeni, oddajam sama, kar pomeni, da iz notranjosti se to vidi. In zato sem začela delati na sebi. Jaz rekla, idemo najprej pogledati, ali sem dovolj hvaležna za to, kar imam, kako spoštujem sebe, ali se spoštujem dovolj, da potem to tudi vidijo drugi, ali spoštujem njih dovolj. Ko začneš delati na sebi, spoznaš, da mogoče marsikatera opazka je bila na pravem mestu. Zaradi tega, ker si narediš neke ščite, ampak posledično te je strah teh, kaj se bo zgodilo, in pa se zaščitiš. Pusti me, nič me ne dotikati, tako ne zdi distanco. Ko pa ti dovoliš, da te spoznajo konkretno takšen, kot si, zato tudi v knjigi delim zgodbe, da nisem popolna, da sem imela veliko napak, ampak veliko iz teh napak sem pa res se veliko naučila. Da danes sprejemam življenje drugače. Ali pa naj samo povem, ker se mi res zdi lepo. Res bi rada povedala zate. Kak si ti mene danes dočakala? Jaz sem tebe že pred leti začutila, sem rekla, to je ena taka dama, ki jo čutim, da je borka, da je vztrajna, da ima tak močno strast in prisežem, da sem že takrat vedela, da boš uspešna. In danes si. In še naprej boš uspešna. In danes me pričaka Lea z zajtrkom, zaradi tega, ker je razmišljala, kako bom jaz to naredila, ker imam tako poln dan. Jaz si mi postavljam, seveda, ko so se pogovarjali, kako bova se urnik v tvojem. Ampak to sem ti hotela povedati, ti si srčna, ti si topla, točno to, ti si pogledala celo, vzela si vse okoli, takšna sem bila vedno jaz. Kaj kdo, ali lahko, kaj se bo potem dogajalo. In to so srčni ljudje, zato so tudi uspešni. Normalno, da zdaj, ker si to prepoznavna, je tudi prav, da se narediš neke ščite, ampak po drugi strani pa si kar dovoli, da si takšna, kot si. Ker to tudi jaz učim, te moje učim, ne bom rekla učim, predaja moje izkušnje. Bolj, ko smo takšni, kot smo, ne rabimo biti popolne, ker če smo popolne, nekaj narobe z nami, pa smo nedostopni. Skozi ti beži, tisto. Jaz sem nekaj čas recimo želela ta, da je vsaka fotka lepa, da je vsak video popoln, da dejansko vsako sodelovanje, ki ga sprejmem, je beyond vsega, da je vedno doma tudi pospravljeno, da skratka vse naj. Kar imam, doma ima face pospravljeno, meni je tako lepo. Seveda, se imam, ampak včasih pa pol res tako sem pa obsedela pa prazna. Tako kot da loviš tisto popolnost in se ti skozi izmika, ali pa jo dosežeš za kak dan ali pa za kak trenutek, ampak pol je spet toliko težko to ponoviti in pol sem rečeš, jaz zgradim eno čudno hišo iz nekih čudnih kart, ker se bo to vse skupaj porušalo, če tako, kot si rekla, ne bo vrednot, če ne bo temeljev, če ne bo pravih oseb okoli, če se ne boš razdajal in odpiral za svet, ne zapiral. Zelo lepo si to rekla. Karkoli delaš iz ljubezni, veš, kaj se dela iz ljubezni, kaj dela iz srca, tudi če želiš nekomu dati kako povratno informacijo, nikoli ne more boleti, zato ko je dana iz srca. In ko je dana iz srca, jo človek sprejme ali ne sprejme. Tebe pa ne boli, če si to naredila, ker si naredila zato, ker si tako čutila. Lepo. Povej mi, lansko leto je bilo tudi eno tako novo leto zate in za tvojega moža. Odločila sta se, da podjetje Plastika Skaza dasta v roke strokovnjakom. In Tanja se je podala na novo pot, na pot vračanja. Predvsem ženskam, vračanja nazaj.
Zdaj bi te vprašala ravno to, ne? Si mentorica, delaš in seminarje in tečaje, peljala si zdaj en kup žensk na en tak ženski teden, retreat, da ste se, dobesedno, ne? Da ste se napolnile, da ste si dale ena drugi to medsebojno energijo. Bile smo kot eno. Bile smo kot eno. To je bilo najlepše, da smo se povezale, sodelovale, pomagale eni drugi. Ni bilo nobene zavisti, to je bila samo ljubezen, to je bilo samo sočutje, to je bilo samo komunikacija, poslušanje, to je bilo noro. Mislim, ne, to je nekaj takega, kar je težko zdaj z moje strani govoriti, to bi bilo dobro, da one povejo. Pa verjetno z odbojo in že govorijo svojim. Na koncu so bile solze in mi ostanemo povezane, to pomeni, jaz bom delala še to naprej, ker vidim, da to ženske potrebujemo. To pomeni, takrat, ko so se ženske našle, mislim, ko so se našle, ko so prišle skupaj, je bilo samo pomembno, da si dovolijo biti to, kar so. Da ne rabijo pokazati vseh svojih titul, da ne rabijo pokazati, kje so uspele. To pomeni, niti ena do zadnjega dneva ni govorila, v kakšni službi je. Jaz sem imela na tem križarjenju od direktoric, lastnic, nadzornic, niti ena, lahko je samo povedala o sebi brez titul. To je tisto, govori, kdo si, ne kaj delaš. Bravo, točno to. Ja. In povej, odpri se, kje želiš narediti izboljšavo, kaj bi želela, da se ti izboljša, kje vidiš, da še imaš priložnosti, kaj je tisto, kar lahko daš. In na tak način so se povezali in zadnji dan v avtobusu, ko smo se peljali, se je lahko vsaka predstavila, kje dela. To je bilo. A so postale prijateljice? Tako in tako. A so sodelovale in so neke nove vezi so se ustvarile za celo življenje naprej? Točno. Ampak se je izhajalo iz ljubezni. Ker ocenjujem, da ženske znamo delati posel. Ampak če prihaja iz ljubezni, je res posel dolgoročni. Če pa ženska nastopa z moško energijo in želi iti v posel, je pa včasih tako, zdaj bo malo grozno se slišalo, izgleda meni tako kot posilstvo. Veš, ker ženska energija ni takšna, ženska energija je nežna. In one so se porazpoznale, so se objemale, karkoli delale že, mislim, fajn so se imele, da bo zdaj izgledalo karkoli drugega, ampak pol, ko so slišali, kje katera dela, so takoj videli povezavo, jaz pa tebe rabim tle, jaz bi pa želela to, jaz bi pa želela ono, ko so se spoznale. Dokler se pa ženske ne spoznajo in nastopajo z moško energijo. Je pa maska mogoče celo, neka maska na začetku, ne? Zaradi tega, ker se takoj postaviš, jaz sem to naredila, to, in potem je veliko vsega, no. Tako da najprej so se spoznale, odkrile, kdor so, pa so pa začeli delati na tem. In to zdaj nekako, kje je res ta tvoja nova pot in a lahko tudi rečeva, da neko novo poslanstvo tvoje? Pa sej, moje poslanstvo je vedno bilo tako, jaz izhajam iz tega, to je tisto, kar bi si pa najbolj želela, vsem ženskam dati, no. Moje poslanstvo je, da želim videti čim več srečnih ljudi s tem, kdor so in v tem, kar počnejo. Pomeni, da kdor je, se sprejme takšen, kot je. Točno takšen, kot je. Jaz danes ne vem, če sem popolna zate, vendar danes govorim iz srca, danes upam, da bo kakšno sporočilo prišlo do ljudi, všeč mi je, ker sem v tvoji družbi, ker je krasna energija in da to žensko energijo prenesemo na ženske. A veš, da to energijo rečemo ženskam, upoštevajte to energijo, dajte jo začutiti, dajte poslušati svoje srce, odločati se na tak način in delati take korake naprej. Krasno. Zdaj pa začela sva tako, kot sva rekli na začetku, zdaj pa ta tvoja knjiga 2019, ki je prišla ven in je pri meni potem nekaj časa, ti si mi jo seveda podarila, celo s posvetilom, potem sem se pa jaz vmes preselila in sem tudi knjigo malo založila. Pa je našla nazaj pot do mene, nazaj k meni in bi rada prebrala ene par kratkih odstavkov, če dovoliš, da jih malo pokomentirava. Najdi si čas zase. Vse prevečkrat poslušam ženske, kako nimajo niti minute na dan časa zase. Niti minute. 1 uro. Vsaj 1 uro na dan potrebuješ, vse jo potrebujemo. Potrebuješ čas, ki je samo tvoj. Čas, ko delaš, karkoli ti srce poželi. Poslušaš glasbo, bereš knjigo, se sprehajaš po gozdu ali pa le ležiš in razmišljaš karkoli. Samo, da je ta čas res zgolj in samo tvoj. Zdaj, ko si mi to prebrala, jaz to res živim. Jaz živim 2 uri, imam do 3 ure na dan.
Tako da zdaj sem napisala 1 uro, jaz vsak dan, ko vstanem, naredim meditacijo, jogo, potem grem na moj hrib. Zato pa zgledaš tako, da si prej rekla popolna. Upam, da ne vem, če zgledam popolna, ja prav popolna. V tem kombinezonu, šlank, z lepo opranjimi lasmi. Ja, seveda. No, ne, jaz mislim, da ženska je prav hvala za vse te komplimente, fajn se počutim v svoji koži, ampak zato, da se počutim fajn v svoji koži, je lepo posvetiti si čas. In res, ko slišim, joj, ne morem, imam otroke, naj to skuham, naj ono. Ko smo mi srečne, pravijo tako, ko je ženska srečna v hiši, so vsi srečni. No, pa deva konkretno, če ženska nima časa, ker ima otroka, kaj bi rekla, kaj naj naredi? Kam naj da tega otroka za eno uro? Naj da v varstvo, naj si poišče nekoga. Mislim, jaz ne vidim, toliko priložnosti je danes, toliko novih idej, ko jih včasih sploh ni bilo. Včasih mame sploh niso na nas to gledale, to, ko se zdaj gleda. Da se malo bolj komplicira. Ja, ampak tudi tako, ko slišim, ko rečejo, preživim veliko časa z otrokom, ali res preživimo veliko časa z otrokom. Včasih je mogoče boljše 2 uri učinkovito preživeti z otrokom, ko pa 10 ur, pa reče, mami je bila tukaj zate. Mi učimo otroka z gledom. In tako z možem, in tako moža. Čisto vse delamo z gledom, mi ne učimo z besedami. Mi ne učimo za tem, ampak kako pokažemo to? Če mi pokažemo, da si vzamemo čas zase, bojo to tudi znali naši upoštevati, tudi naši sodelavci. Tako da, meni je zelo lepo, ko meni moje drage dame rečejo, da so boginje rekle, da one meni, jaz jih nisem prepričala z besedami, jaz sem jih prepričala z gledom, ker so one 5 dni živele tako, kot jaz živim. Ja, ti izžarevaš to neko svojo resnico, ki pa dejansko, jaz mislim, da tudi slep človek, bi te slišal in bi rekel, ja, verjamem v njene besede. Še enega, druži se s pravimi ljudmi. Poišči take, ki ti ustrezajo po duši, sorodne duše, če želiš. Ne izbiraj družbe glede na njeno pomembnost v družbi, na prave priimke, koristi, ki jih imaš lahko od njih, ne. Bolje je imeti manj prijateljev in tiste kakovostne. Prijatelja, ki te navdihuje in ti njih, ki te učijo in ti njih, ki te imajo iskreno radi, kot jih imaš ti. Zelo lepo. Jo, kako sem vesela, ko jaz ko preberem, ko rečejo, ko bereš knjigo, naslednjič, jaz vsakič, ko vzamem mojo knjigo, sem vesela. Kako knjigo smo napisali, Svetlo, res. Tako, vsakič rečem, my God, koliko dobrih smo dali informacij in sporočil. Ja, točno to. Največkrat živimo v materiji, v materialnem svetu in pa mislimo, da je dobro, da se družimo s pomembnimi ljudmi. In nič ni narobe. Ko pride čas, ko želiš uspeti, rasti, tudi jaz pišem zgodbi, da sem imela veliko vzornikov, ampak vzameš od tistih vzornikov tisto, kar rabiš, ostalo pustiš. Za svojo dušo pa potrebuješ ljudi, ki te bodo nahranili. In največkrat se zgodi, ko slišim, ali pa ko mi kdo prenese informacije, ali pa ko se pogovarja z mano, toliko sem utrujena, ko sem v družbi. Družba te ne more utruditi, družba te lahko napolni. In zato je včasih bolje, da imaš eno osebo, ko boš šel od tam napolnjen, poln energije, ko pa iztrošen. A si predstavljate, vedno tako rečem, veliko je vampirjev okrog, energija ni tako sama po sebi umevna, tudi mi pravi, da skrbimo za to energijo. In zdaj, če kar tako gremo in trošimo to energijo, kje jo bomo pa dobili? Tako da, resnično se mi zdi pomembno, da imamo ljudi ob sebi prave. Naprimer, jaz se tudi raje z mojo čistilko ali pa gospodinjo eno kavo lepo v miru spijem, oziroma mačo, zdaj ne pijemo kave, zdaj pijemo mačo. Ampak kaj je pomembno? Ker se imamo prijetno in se učimo eno od druge, ker vedno smo enkrat v vlogi učitelja in drugič v vlogi učenke. In ona je tebi hvaležna zato, ker si njena delodajalka in ji narediš delo in zaslužek, ti pa njej, zato ker ti pač tisto urco, 2, ki te zmanjka na dan, skrbi za tvoj dom. Točno to. In je najlepša izmenjava. Tako da poskušamo čim več se družiti s takšnimi ljudmi, da nas napolnijo in tudi s katerimi smo, mogoče še samo to pri prijateljih. To dostikrat slišim, ko nekdo reče, ampak jaz sem prijateljica z njo ali pa z njim, že od malih nog. Nič ni narobe. Jaz tudi pravim, da lepo je imeti prijatelje, vendar ko pa čutite, da si nimate več kaj zapovedati,
in pa prišel vajen čas za razhod. In lahko, da bo prišel čez 5 let ponovno skupaj. Ne? Jaz včasih mislim, da preveč trpimo v nekih vezah, zato kaj bodo drugi rekli, namesto da si dovolimo poslušati svoje srce. Ker, naprimer, če mi dve, zdaj smo obe polne energije, če pa ne bi bile polne energije, a bi nama bilo fajn, če bi se jaz iztrošila, bi se tudi ti iztrošila. Ne gre samo na eno stran. Tako da dajte čim več časa, jaz bi res predlagala čim več kvalitetnega časa, raje z manj ljudmi, kot pa sem zato, da rečemo, da imamo veliko prijateljev. Spremembe vredna. Všeč mi je res, ker je knjiga, ki je tako preprosto pisana, toliko sebe si dala noter, skozi stvari, ki smo jih itak že slišali in je dejansko življenjska resnica, ampak ti to narediš v takem preprostem jeziku, ki odpira. In še en tak krajši odlomek bom prebrala, ki se mi pa sploh zdi, da mi je dal zamisliti in mi je dal eno potrditev. No, tako. Drage dame, čas je, da se povežemo, sodelujemo in manj tekmujemo druga z drugo. V življenju je vse lažje, če znamo videti lepoto tako v sebi, kot v drugih. In tako zase kot za druge želimo, da postanemo najboljša različica sebe. Točno. Vse kontra, kar so nas učili, nekje sem enkrat dober tak citat prebrala, dekleta tekmujejo, ženske sodelujejo. In zgleda sem bila jaz še nedolgo nazaj v tej deklici, oziroma deklici, obkrožena z deklicami, z puncami. Zdaj pa prihajam v to žensko energijo, okolico, ker prav družba tega ne spodbuja. Družba nas uči, bodimo tekmovalne, bodimo nedostopne in bridi se zase in nič ne povedati in ne pohvaliti njene obleke, da mi je všeč, ne? Kako da ti kontra temu greš in upaš na glas to povedati? Ja, mislim, jaz sem vedno tako rekla, vedno sem bila malo posebna in po moje ta posebnost se me bo vlekla do konca mojega življenja, na zemlji, ker imamo pač več življenj, to verjamem. Tudi so nas učili, da nobena vrata ne zapremo. Če se spomniš, v šoli so nam rekli, da zaprite nobenih vrat, ker nikoli ne veste, kdaj boste potrebovali še nekoga za tistih vrata, na to vseh, v faksi, kjerkoli. No, jaz pa nekako poskušam moje stranke, moje prijatelje, tako bolj spodbujati k temu, da naj zaprejo vrata. Ker ko zaprejo vrata, ampak naj zaprejo ena vrata s hvaležnostjo, se zahvalijo za to, kar so dobile, ali pa dobili, karkoli so dobili, ker ko ena vrata zapro, se druga še bolj na široko odpro. Če pa imamo vsa vrata na pol odprto, pa nastane kaos. In ne vemo, kam smo usmerjeni, tako da marsikaj, kar so nas naučili, jaz vidim drugačno zgodbo. Ampak to ne rečem, da to je moja resnica. Tako vidim, tako je svet lažje. In vem, da je dobro zapreti vrata, se zahvaliti, povedati, kaj vse smo se naučili tam, ne vem, reči si, zdaj naprimer pri službi. Greš, ko končaš kakšno delovno mesto, rečeš iskrena hvala, veliko sem dobila tukaj pri vas, spoznala krasne ljudi, se naučila, to in to, ampak rečeš iskrena hvala, sedaj pa za moj nov korak. In zapreš vrata in verjamte mi, da se bojo vrata enkrat bolj odprla. Treba je delati zaključke, zdrave zaključke, inventuro. Točno, tako kot v hiši. Tudi ko hišo hočemo očistiti nečesa, ali energetsko ali karkoli, ali pa rečemo pohištveno, da bo lažje, najprej je treba dati staro ven, da lahko prije novo. Seveda. In največkrat, kar mi delamo, da delamo kontra, tako kot da spuščamo vse posod odprto in potem ne moramo najti sebe. In točno to. Moj cilj je, da se čim bolj povežemo, meni je krasno, ko te vidim, jaz sem se to takoj spomnila na te, to je to, da znamo eno drugo poklicati, da nam ni nerodno povedati, kaj rabimo, kaj potrebujemo, kakšno pomoč. Kaj si želimo. Tako, točno to. Ker je bilo lepo, ker me je danes rekla, naj me malo potapka, sem rekla, nisem prišla reči našminkana, me boš ti kaj našminkala. Pa je ona me potapkala, točno vedela, to je njeno, to ona vlada in sem se ji prepustila. In ko se nekomu prepustiš, potem to tudi dobiš in s hvaležnostjo ti tudi sprejmeš. Toliko bi. Prepeljali sva do konca tele res čarobne čarobnice. Hvala ti za vse modrosti in tvojo energijo, ki res, učim se in hvala, da dovoliš, da se učimo ob tvojih zgodbah in skozi
tvoje modrosti. Ampak hvala tudi tebi. Tudi od tebe se lahko veliko, veliko naučimo. Tanja, Res. Hvala. Drage moje, upam, da ste uživali v tej epizodi, v tem pogovoru, tako kot sem uživala sama. Mi se poslušamo in gledamo v naslednji, zadnji, 7. epizodi Čarovnic. Do takrat ostanite fajn, bodite čarobne in do naslednjič. Čau!